Jaz bi pa rad malo poudaril, da se mi zelo zavzemamo za neko zdravo podjetništvo. Namreč države naj bi samo promovirale trajnostni razvoj, skrbele za kvalitetno šolstvo, znanstveno-raziskovalno dejavnost in primerno podjetniško okolje. Nikakor pa niso dolgoročno koristne kakršnekoli direktne subvencije in pomoči gospodarskim subjektom. Temu mi pravimo crkljanje in to je bolj škodljivo kot koristno, saj neizogibno povečuje možnost korupcije, pozornost podjetnikov pa preusmerja od vsebinskega iskanja najbolj optimalnih proizvodov in storitev na špekuliranje in prilagajanje projektov razpisnim pogojem ter finančnim akrobacijam. Poznamo v Evropi so že podjetja, ki se samo s tem ukvarjajo, da pomagajo pridobivati sredstva v Evropski uniji in v sami Evropski uniji je bilo tega že kar dovolj. Če je bilo na začetku še razumljivo, da je treba podpreti kmetijstvo, pa sedaj nikakor ni dobro, da se vse več denarja zapravlja tudi za številne projekte na vseh mogočih področjih. Zdi se, da se je ta praksa še povečala z zadnjo razširitvijo in verjetno zaradi pritiska in pa ogromnih pričakovanj vseh novih članic, kako jim bo Evropska unija pomagala. Mi pravimo, kdor je dober podjetnik, se mora dokazati, izkazati na trgu. Njegovo ustvarjalnost in dodatno vrednost mora potrditi trg sam. Če ne more preživeti, pač ni dovolj dober, koristen in je bolje, da se umakne. Bi še dopolnil kolega, ki je govoril o e-zdravju, mislim, da smo omenili tudi e-volitve, ki so po našem popolnoma zdaj nujne, oziroma čez 4 leta bodo sigurno ne samo e-volitve, ampak tudi e-referendumi in tako dalje. Tukaj bodo ogromni prihranki. Do zdaj so bili še razni izgovori, pa neka sumničenja o tajnosti, pa zasebnosti, pa varnosti. Nobena od teh pomislekov ni več utemeljeno. Tehnične rešitve so vse možne, da se zagotovi popolna tajnost, popolna varnost. Dokaz za to je konec koncev, da že pravzaprav naše upravne enote to obvladajo. Kot veste, je možno dati že podporo za referendum elektronsko. Sam sem mu dal tako tudi za družinski zakonik in je to lepo urejeno in bodo prihranki ogromni. Mi bomo imeli lahko samo še nekaj dežurnih volilnih enot, v vsake občini morda enega ali dva, vse ostalo se bo lahko uredilo od doma in bo do tukaj veliki prihranki. Hvala lepa.